Lepa. Vedno mi dajo tile uvodniki priložnost, da jih popravim. In sicer ni 8 ekskurzij, ampak 9. Zakaj pa naziva v Sloveniji 8? Zato, ker je 8. knjiga iz zbirke. To je razlog. In to je že kar lepa številka. Prejšnja je išla lansko leto, letos pa nadaljujemo. In sicer so v pričujočem 8. zvezku predstavljene ekskurzije, ki so bile izvedene med junijem 2015 in majem 2018. Dodana pa je ekskurzija, ki je bila septembra 2014 izvedena v okviru znanstvenega posveta ob 90-letnici prvega zavarovanja doline Triglavskih jezer. Kot vselej je tudi tem ekskurzijam težko določiti vsebinsko rdečo nit. Četudi bi tokrat z malce bolj ohlapnim pogledom lahko izkristalizirali 4 vodilne tematike. Urbano geografijo s predstavitvijo Maribora, Velenja in Sevnice, regionalno geografijo s predstavitvijo Prlekije, Baške grape, Čepovanskega dola in Trebuše, to je bila ena ekskurzija, se pravi Baška grapa, Čepovanski doli in Trebuše, to je ena ekskurzija, ter vojaško geografijo z obravnavo italijanske obrambne črte na območju Podbrda in podzemnih varovalnih objektov v Gotenici na Kočevskem. No, Kočevska ima še zelo zanimiv prispevek o želenskih jamah. Izpostavimo lahko še geografijo zavarovanih območij, v okviru katere kar 2 prispevka obravnavata Triglavski narodni park. Članke v tem vodniku zaznamuje slogovna raznolikost, večja, kot smo jih bili priča doslej. Medtem ko je za obravnavo Maribora, Velenja, Kočevske ter Baške grape, Čepovanskega dola in Trebuše značilen klasičen geografski pristop, ki vzročno-posledično pojasnjuje vse poglavitne pokrajinske prvine in najbolj samosvoje tudi posebej izpostavi, preostali 4 članki od te sheme opazno odstopajo. To sicer vsebinsko ne velja za zadnji članek o dolini Triglavskih jezer, ki je po svoji zasnovi, izvedbi in dosledni uporabi znanstvenega aparata povsem resno znanstveno delo. Tudi članek, ki na območju Triglavskega narodnega parka podrobneje predstavlja Bohinj in Pokljuko, je po svoji zasnovi geografski, vendar na obravnavanem območju izpostavlja le nekatere regionalno-razvojne vidike. Historično-geografski članek o italijanskem varovanju Rapalske meje je izrazito osredinjen na italijansko vojaško doktrino. Članek o Sevnici je izrazito faktografsko naravnan, drugače pa je šegavo zasnovan članek o Prlekiji v bistvu pravcata doživljajsko-literarna umetnina, ki pa je vseeno dodobra uspel belodaniti tamkajšnji zgodovinski in sodobni razvojni utrip. Rad bi povedal za konec še to, da je knjiga kot vse doslej bogato slikovno in kartografsko ima bogato slikovno in kartografsko gradivo, da pa se je v tej knjigi kot nov kartograf izkazal Miha Klemenčič. Hvala lepa.